Dober večer, zato ker se čas prelomo na 19:30 uro, bomo kar začeli z današnjim dogodkom. V imenu hotela Mitra se zahvaljujem najprej seveda organizatorju, zgodovinskemu društvu Mateja Slepovca iz Kidričevega, Francu Mlakaru kot nocojšnjemu voditelju pogovora z patrom Brankom Cesnikom okrog aktualne teme 4 faz feminizma. Hkrati se zahvaljujem seveda vsem, ki ste si vzeli nocoj čas, da ste z zgodovinskim društvom Kidričevo Brankom Cesnikom nocoj tukaj. Jaz mislim, da bo večer zanimiv, vsaj medijsko je zanimiv v zadnjem času, ampak danes bomo pač malo bolj trezno pa racionalno o tem govorili verjetno. Zato bi jaz kar dal besedo Francu Mlakarju, nocojšnjemu voditelju večera, oziroma, kot mi je dejal, bomo kar predstavili patra Branka Cesnika. Pater magister Branko Cesnik se je rodil leta 1965 na Ptuju, krščen je bil na Vidmu pri Ptuju, otroštvo in mladost je preživel na Hedini pri Ptuju. Po končanju osnovni šoli v Hedini je bil sprejet na vojaško gimnazijo Franca Rozmana Staneta v Ljubljani. Po drugem letniku je šolanje nadaljeval na pedagoški gimnaziji na Ptuju. Leta 1987 je vstopil misionarski red Klarincev, tam ga je še istega leta poslal na študij v Rim, vmes še v Noviciat v Madrid. V Rimu je študiral na 3 papeških univerzah, 2 leti filozofijo na Lateranski, 3 teologijo na Gregorijanski, ter 4 leta pedagogiko in mladinsko pastoralo na Salesijanski. Naslednji je leta 1995 diplomiral na temo vzgoje za mir v multikulturni družbi. Leta 1990 pa magistriral iz mladinske pastorale smer komunikologija. Naslov njegovega magisterija je bil Iskanje Boga v gledališču Eugena Ionesca. V duhovnika je bil posvečen v Mariboru leta 1995, novo mašo pa je imel na Hedini. Pastoralno je deloval kot kaplan v Milanu, nato kot študentski duhovnik v Mariboru, zdaj 20 let. Je zelo aktiven pri skavtih in rad hodi v hribe. Znan je kot kolumnist, komentator in priložnostni predavatelj. Njegov blog je na tem, da doseže 2 milijona obiskov. V zadnjih letih piše zgodovinske romane. Leta 2020 se je svojim prvim romanom Sonce Petovione, ki govori o antičnem Ptuju pred letom 200 in prihodom prvih kristjanov na tla današnje Slovenije, uvrstil med 5 finalistov za nagrado Kresnik. Poleg Sonca Petovione napisal še roman Šesti pečat, ki govori o predanju kristjanu Arnon, času cesarja Dioklecijana in o smrti Viktorina Ptujskega, ter roman Pogovori z njo, v katerem podajo usodo mobiliziranca v nemško vojsko doma iz Krušvika na Dravskem polju. Za celjsko Mohorjevo založbo načrtuje še nekaj zgodovinskih romanov oziroma povesti. Dajmo en aplavz. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, posebej tebi, Branko, dobrodošli doma. In vesel sem, da si se odzval našemu vabilu. Mi smo namreč v ponedeljek imeli neke vrste koordinacijski sestanek. Poklopilo se je to, da je v nedeljo ta veliki boom se naredil in naš Vili je dal idejo in smo potem le uspeli. In jaz sem zelo vesel, da smo danes tukaj. Tako da tebi še pa enkrat hvala. Nekako bova šla seveda skozi ta srečni tweet ali pa X-tweet in pa seveda naredili bomo en taki splošni uvodnik o feminizmu. Moram reči, da sem si celi teden vzel kar malo več časa se prebijal skozi feminizem in moram reči, da to izredno nekompleksna zadeva. Pravzaprav se mi zdi, sem na koncu dobil občutek, da koliko je žensk, toliko je razmišljanja in tudi moških seveda, da ne rečem o vrsti feminizma, tako da Peter, prosim, če ti to splošno, da nam stric iz ozadja pove nekaj splošnega. Feminizem je vedno zadobljena kolekcija socialnih teorij, moralnih filozofiranj,
in seveda vse vrstnih gibanj, ki so motivirana z izkušnjami in pogledom žensk. Posebej na področju sociale, politike in ekonomije. Kot izredno socialno gibanje se feminizem osredotoča na zmanjšanje oziroma izničenje neenakosti med spoloma. Pri tem dviguje interese po višjem ali izenačenem statusu žensk v družbi. Feminizem se je začel razvijati v salonskih skupnostih bogatih soprog ameriških in evropskih industrialcev. Zato je kar na mestu teza, da je industrijska revolucija povzročila množična ženska gibanja za pravico le-teh. Hitro za salonskimi ženskimi gibanji se pojavijo ženska delavska gibanja. Seveda so hitro spoznale, da je politika področje, kjer bodo lahko najbolj direktno vplivale na zakonske odločitve. Prve zahteve po ženski volilni pravici se pojavijo že takoj po francoski revoluciji konec 18. stoletja. Prvi shod za ženske pravice je bil v New Yorku 1848. Z podobno dinamiko se ustanavljajo ženska združenja, časopisi in druga literatura, ki je na indirekten način dvigovala ozaveščenost o potrebi po večji enakopravnosti žensk v družbi. Zato se v začetku 20. stoletja v Angliji, Ameriki in tudi drugje pojavijo sufražetska gibanja, katerih prvi cilj je bil volilna pravica žensk kot orodje za potrjevanje zakonskih podlag, ki bi večjo enakost pravic žensk tudi potrjevale. Prvi val sufražetk si je zadal cilje dosegati na miroljuben način. Drugi val sufražetk je proteste dvignil na popolnoma drug, to je nasilen način. Razbijanje vsega na ulicah, gladovne stavke in tudi ležanje pred avtomobili, kjer najbolj ekstremne niso pazile niti na svoje življenje. Teoretiki feminizma dajo velik pomen dvigovanja samozavesti ženskim gibanjem izkušnje med prvo in drugo svetovno vojno, ko so ženske poprijele za moška dela in dokazale, da jih enakovredno dobro opravljajo kot moški. Ženske so volilno pravico dobile najprej v Novi Zelandiji 1893 in zadnja zahodnoevropska država, ki je uvedla ženskam volilno pravico, je bila Portugalska 1974. Tukaj je treba poudariti, da je zmotno mišljenje, da so moški imeli volilno pravico prej. Ja, imeli so jo prej, a ne vsi moški. Samo nosilci kapitala oziroma plačevalci večjih davkov. Tako da o splošni volilni pravici lahko govorimo skoraj sporedoma med obema spoloma. Seveda pa so majhne razlike pri tem znotraj posameznih držav. Zanimivo je, da se je drugi val feminizma sprožil po generaciji nosilk baby boom generacije, torej po drugi svetovni vojni. Feminizem z orodji, kot so seksualna revolucija, hipijevskim gibanjem, rock'n'roll in popkulturo, feminizem dvignili na popolnoma novi nivo, katerega razvoj traja še danes. Evo, to je zelo na kratko in seveda zelo na splošno, kajti neverjetno, tako kot sem rekel, to razmišljanje o feminizmu je zelo razdrobljeno, zelo raznoliko, nekaj podvrst vsega tega obstaja. Tako kot sem Branko tu po telefonu rekel, da sem na srečo najdel eno diplomsko nalogo iz 2004 leta, ki je kompleksno obravnavalo in moram reči zelo dobro to področje in tam sem pravzaprav večino tega črpal, da sem lahko na tak zelo kratek in poljuden način, da boste za štart nekako razumeli. Seveda, Branko, ti si duhovnik, pater in nekako, ko sem razmišljal o današnjem predavanju in poslušal tvoje intervjuje po medijih, sem se nekako odločil, da bom naredil oklepaj in za oklepaj pri vseh teh, pri tem tweetu, pri vseh 4 stopnjah, čeprav naši feministi govorijo o 2 stopnjah, ta zgodnja in seveda ta druga, ki še traja, pač in traja in se razvija in ima neke podstate in vrste. Ampak največkrat, sploh pri slovenskih feministih, sem naletel kritiko, zato moje prvo vprašanje, ki je se nanašala na prvo poglavje Mojzesove knjige v Svetem pismu, to pomeni zgodba o Adamu in Evi. Feministi obtožujejo to poglavje, da je ženski bilo seveda vržena slaba vest. Daj nam ti kot duhovnik, kot razsvetljen človek pravzaprav razloži to zgodbo na en tak način, kot ti seveda znaš.
Lepo pozdravljeni, sem prav vesel, da smo tukaj. Malo me spominja to na kakva pozna 80-ta, ne? Ko smo se tudi tako spontano dobivali, spontano ali pa sproti, pa smo debatirali kakve družbene zadeve. Vesel sem tudi tukaj, ker imam tu spominja na mladost, tu je bil dom JNA in mi smo tukaj žurirali, no, v teh prostorih so nam včasih prepustili dom nam mladincem, tak, za kako noč. In smo si ga naredili po svoje v tistih časih. Ja, zdaj, jaz sem to zgodbo o feminizmu padal malo po naravni plati, ne, imam mamo, sestro, sem odraščal brez očeta, ki ga strela ubila, potem torej ta žensko okolje bolj. Potem pa tudi tako, ko sem srečeval take razne situacije, ko potem vidiš to žensko vprašanje, kako je aktualno. Ena izmed takih situacij je bila recimo v begunskem centru, ko sem delal z bosanskimi begunci, vsa poletja, ko sem bil doma, sem delal v begunskem centru na Ptuju in smo imeli enkrat eno pogostitev za dobrodelnike iz Španije, ker smo organizirali pomoč iz Španije in ko so se možje iz Španije sedli za mizo, so Bosanke šle za steno. Samo možje, Bosanci so sedeli z njimi. In to slika mi je močno ostala in se mi je ponovno zbudila potem čez nekaj let v eni slovenski tradicionalni župniji, kjer je prišel škof na obisk in so povabili vse nas duhovnike, okrog smo šli tja na kosilo in domači možje in tak, in je bilo eno veliko omizje in smo bili za mizo samo moški in sem videl domače gospodinje, med njimi tudi katehistne, ki učijo veruk, stati ob steni. Sem rekel, glej, ta vzorec sem ga videl v begunskem centru in sem ga videl tudi v tipično katoliškem okolju. Torej, da ženska stoji ob steni in čaka, kaj potrebuje moški. Še drugo pa stvar, neko posebno sočutje, pa je bolj moja osebna zgodba, ki sem jo doživel v Italiji. Jaz sem v Italiji imel sošolce iz juga Italije. Iz juga, poudarjam. To skoraj ni Italija, ne? To je mentaliteta res drugačna. Recimo, poročena ženska se ne sme sprehajati. Ne, tak. Ampak moji sošolci, oziroma sosemenišniki iz juga Italije, to je okolica Barija, pa tam dol proti Tarantu, so pravili, da njihova družba je idealna in da so ženske srečne v tem, ne? Jaz sem dol tudi zahajal in sem to videl, kako je to narejeno pri njih. So rekli, ja, so vesele in tak. Potem pa so mene dol v mesto Altamura vabili tudi kot pridigarja in spovednika in sem šel in sem 3 dni pridigal in spovedoval za Sveto Lucijo, praznik Svete Lucije, 1. december. In so spovednici srečal te ženske, za katere so sošolci pravili, da živijo kar srečno življenje, takšno kot ga. Spovednici so se pa jokale, ker ženske. Ker jaz vse moram doma narediti, vso vzgojo prevzeti, doma biti, če je kaj narobe, sem vsega krive. Ne? In sem prav ta vzorec videl. In sem videl, da dejansko ta prva faza feminizma, ki osvobaja žensko, sploh še ni zaključena. Ponekod se niti ni začela po svetu. Ne? Mi govorimo o 4 fazah, zdaj govorimo o 4. faza, to je bolj popoprana, to je taka, ko sem jaz dal zraven za provokacijo, ampak v 3 fazah, ampak že tiste najbolj osnovne stvari, spoštovanje ženske, njenega sveta, ponekod tudi v naših zahodnih družbah še ni doseženo. Ne? Tako da sem potem to žensko vprašanje bilo vedno blizu, potem sem imel dosti sodelavk sester, nun, v Mariboru, da sem tudi tam spoznal. Ne? No, potem sem pa itak, ko sem začel pisati romane, pa sem posebej se posvetil antičnemu ženskemu vprašanju, sem prebral nekaj študij. Nekaj sem tudi prevedel, pa dal na splet. Tako, to je zdaj toliko za uvod, zato, da sem malo tudi branim, ker so me prezentirali kot nekoga, kažem koga, enega zakrknega župnika, ki zdaj se nekaj dere proti ženskam. Tako sem bil v javnosti prezentiran. Tako, reč pa to vprašanje, Adam in Eva. Tudi v drugih mitologijah imamo
tako, da je ženska za moškim. Pri Grkih je celo v antiki bila razprava, če ženska sploh ima dušo. Ne? Tako da to zaporedje, da najprej ustvarja Adam, potem pa Eva, je nekako skupno celemu antičnemu okolju. Čeprav v samem svetopismu imamo torej na začetku prve strani Svetega pisma, imamo dve razlagi stvarjanja človeka. Po eni razlagi pravi, in ustvaril je človeka, moža in ženo ju je ustvaril. To je ta razlaga, v katerem ni zgodbe o izvirnem grehu. Potem pa imamo še drugo, ker so oni izgleda lepili skupaj različne pripovedi, ne, ko so delali svetopismo. Potem pa imamo drugo, tisto, ko je bolj znana, ko pa pravi, in ustvaril je Adama, in Adam je dal ime živalim, in potem nobena žival ni mogla zadostiti njegove potrebe po druženju. In je Bog videl, da Adam žalosten, in potem je rekel, zdaj pa moram nekoga takega ustvariti, da bo tebi primeren, da bo torej govoril. Ti živalmi ne moreš govoriti, da bo imel da bo razmišljal kot ti, ne? In da bo imel čustva, in da bo drugačno te, da se lahko razmnoževal kot živali, ne? Tako nekako, in potem Bog ustvari iz njegovega rebra Evo, poznamo to zgodbo, ne? In jih vdihne dušo in reče, to je Eva. Tu so zdaj, to je veliko teh razlag, no. Zdaj, pesimistična razlaga je, da to rebro pomeni totalna podrejenost ženske. Narejena iz nekega skoraj da ostanka moškega, ne? Iz tega znamenitega Adamovega rebra. Druga razlaga, ki pa je tudi imajo kakšni rabini, ne, ker ta zgodba Adama in Eve je pač skupna velikim monoteističnim religijam, druga razlaga pa je, da rebro pomeni vzeta od mojega srca, rebro ščiti srce, ne? In spadaš k mojemu srcu. Ne, to je druga razlaga. In sva si potem enaka in blizu. In vedno te bom pogrešal, če te ne bo tu. Vedno te bom iskal. Ne? Se pravi, tako da zgodba Adama in Evi ima več teh možnosti, da si razlagamo. Jaz sem bral enkrat eno razlago, ne bom za to, ampak recimo sem bral iz vidika razvojne psihologije, ne? Zakaj je drevo spoznanja, ne? Kaj je to spoznanje, ne? Razvojno psihološko spoznanje je, ko se zaveš, da si umrljiv, ne? In to je potem kodificirano recimo v to zgodbo o drevesu spoznanja in o izvirnem grehu. Okay. No, potem pa sama zgodba Adama in Eve, ker jaz zdaj vsako leto isto učim otroke pri verouku, imam dvakrat za nižje razrede, pa še za višje zgodbo Adama in Eve. In vedno poveš Adam in Eva. Potem se tudi deklice obrnejo proti Evi, ko vem, da ona pač vzela tisti sadež. In tudi deklice rečejo, je mogla, In fante, ki se takoj dvignejo, ja, punce so, ne? One so krive, da smo izgubili raj. Otrokom najbolj poveš, kaj je raj, rečeš, veste, tam ni zobozdravnika. No, in je potem, ampak tudi tu, ne, imaš čudovite razlage. Zakaj je Eva nasedla kači? Kača se tako lagala. Kača že prvo, kar je rekla, je bila laž. Kaj je res Bog rekel, da ne smeta jesti? Bog ne rekel, da ne smeta jesti. Bog rekel, vse lahko jeta. Samo z enega drevesa ne. Kača ampak ena razlaga je, zakaj je Eva nasedla. Ja, zato, ker ta povezava tega rebra ni funkcionirala tisti hip, ne. Ena psihološka razlaga je, da je bila v obdobju menstruacije, ko je bila malo psihološko na tleh, ne, bi lahko, recimo. In ni čutila moške bližine. Moški pa je bil v tistem obdobju, ko gre loviti, oziroma ko rabi tisto za sebe, da gre stran, ne. Se veste, kako deluje moška pa ženska psihologija, ta Kristjan Gostečnik nam je razlagal, krat rekel, ženska gre gor, pa dol, moški pa gre blizu, pa daleč. Rekel, problem je, ko je ona dol, on pa daleč. Ne? In neka taka situacija je tudi bila, ne? Zato jaz potem, ko fante, ki začnejo, Eva je kriva, rečem, kje pa je bil Adam? Kje je bil? Za šankom je vesel, pa svoj špricer pil po službi. Ne, da bi domov šel na župo, ko je žena naredila, ne? Recimo, ne? Tako da tudi Adamova krivda je implicitno prisotna, potem pa on ni tako grizne, svobodno,
tako kot Eva. Tako da je krivda deljena. Ne? Ampak je pa res, da se je potem zlorabljalo to zgodbo, ni se je dovolj poznalo, tudi hvala Bogu za tele psihoanalitične pristope, ne, ki jih imamo, to sodobna znanost, da mi pa za tole filozofijo jezika, da mi potem lahko stare tekste interpretiramo bolj zrelo, pa z večjim domevanjem. Ne. Tako da recimo po teh novih interpretacijah ni to tako, ne. Eva tako v slabi luči. No, to je tako za en uvod in jaz bi rekel, no, vedno je treba v tem primeru Adama in Eve, točno tako, vedno, Adam in Eva, ne? Ker če Evo zdaj potegneš za sebe in jo kot glavno krivko narediš, potem se to lahko opravičuje kot pač njena drugorazrednost, neka trajna ženska pohabljenost, ali pa, kot je pisal UNESCO, ko ste ga prej omenjali, je rekel, ne, ker so tudi UNESCO to potem očitali, da potem vedno v njegovih komedijah, ne, odakot pride ženska, kot tiha sodelavka rajske kače, ne. Da se pojavi potem ženska vedno kot neka sodelavka skošnjave, ne, in moškega zavede, ne. UNESCO je hotel biti menih, potem pa se zaljubil, pa je postal komediograf. Torej, in tako, no, tako da vas pozovem, da vse generacije vedno znova to zgodbo, ki je temeljna zgodba moškega in ženskega in tudi naše civilizacije, na novo interpretiramo, obenem pa spoštujemo, kar so tudi prej o njej rekli. Jaz sem živel kar dolgi. Odlična razlaga. Jaz bom samo dodal, da v Svetem pismu piše še tudi ne vrže kamen tisti, ne, ki nima greha, pa to feministi niso omenjali. Tako da dejansko mi je všeč ta razlaga, pa upam, da tudi publiki, non-stop se o tem treba pogovarjati, prilagajati času, razmeram, v katerem živimo in seveda ostati pa seveda v tem kontekstu Eva in Adam. Ne. Ja, čudovito. Ok, potem greva na ta nesrečni ali pa srečni tweet, ki je pravzaprav dvignil Slovenijo v nekem kontekstu in moram reči, da sem sledil zdaj celi teden tudi statistikam in nekako javno mnenje je bilo kar na veliko, bom rekel, preko 80% si tisto, kar sem jaz prebiral na tvoji strani, torej vendarle slovenski narod razmišlja o sebi, razmišlja o tem razmerju med moškim in žensko na čist naraven način, ne? In to je za mene dokaz. Moram pa reči, da si bil hraber, pa verjetno nisi niti pričakoval takšnega odziva, ne? Ker kot si omenjal, si to že nekoč povedal, pa seveda ni bilo tako. Tako pač slovenska javnost deluje. Jaz osebno pa sem vesel, da tega prišlo. Torej, prva stopnja feminizma, koliko sem prebiral, je pravzaprav res bila to posledica osvoboditve ženske v tem kontekstu, kar je prinesla industrijska revolucija. Ne? Tudi moških na nek način, odšel je od doma, ženska je bila v začetku sama, potem se tudi ona zaposlila in seveda je to neka za mene, ko sem to preučeval, zdaj neka logična posledica. Tako kot danes IT revolucija prinaša druge zahteve, pa ne samo žensk, tudi moških. To redko govorimo, kaj zahteva na eni strani moška populacija, ki je nekako mogoče še vedno samoumevna, ženska pa ne toliko. In potem je tukaj možnosti neskončno do neke, jaz bom rekel, zablode, ki jih pa včasih v ekstremnem svetu. Prej smo se neformalno pogovarjali, da dejansko mi zelo radi, tudi naša filozofska fakulteta kot center, bom rekel, družboslovnih razmišljanj, povzame v glavnem samo eno plat zahodne civilizacije ali tudi vzhodne, katera posamezniku odgovarja. In tukaj, kaj bi ti dodal tem prvemu boju za volilno pravico in prvi fazi feminizma? Spet bo šel za ene izkušnje, ne? Torej, v naši vasi na Hajdini, poleg mojega očeta, so potem še umrli dva moška srednjih let in so družine ostale brez očetov. In so se mlade ženske mogle znajti, zdaj pa bila različno, ena imela podporo žlahte, druga ne, kako je bilo, ne. Spomnim pa se, da so vse tri bile sposobne na novo spostaviti
hišo, kmetijo in prevzeti odgovornost. Če rečem po marksistično, prevzela so proizvodna sredstva in blagajno in so pokazali, če so sposobne, kar mogoče prej ni prišlo do izraza. Zlasti ena soseda, njihova kmetija je pod vodstvom vdove zaživela in zacvetela in gospodarsko postala iz povprečne nadpovprečna. V mojem primeru, pa v primeru enega drugega primeru, pa so bile ženske sposobne za praktično nič plače, z minimalnimi denarji, zgraditi si nove hiše, nabaviti parcele, zgraditi hiše in z otroci se na novo začeti. Jaz sem se potem preselil tu k Roku, recimo, sem zdaj Rokovčan. Tako da sem to videl, to prvo fazo, da ženska dejansko potrebuje opolnomočenje, kot rečemo, v smislu, da ima kot moški neko možnost proizvajati, delati. Zato je tudi ta prva faza zelo povezana z delom, da se ženska dokaže v delu. In da se dokaže torej kot tako sposobna, da gre za to, da tisto, kar nosiš v sebi, daš ven in razviješ. In prva faza je bila dobra, ker je to ženskam omogočila. In še jim omogočila, se ta faza še traja, to ni konca, tudi v naši družbi še to traja. Tudi ta moški šovinizem ali pa seksizem je še vedno obstaja. Za prvi šank, 2 km od Ptuja, ite ne bom nič o Ptuju govoril, ite kilometra od Ptuja, za prvi šank zvečer v Bosni, poslušajte njihove vice o ženskah. Vidiš, da bi jo radi držali nekje v kotu. Tako, in ta prva faza je bila zelo prikladna tudi z krščansko socialno mislijo tistega časa in so se kristjanke, te napredne kristjanke, tudi v tej fazi dobro znašle in ponekod prevzemale vodilno vlogo v feminističnem gibanju. Tako da ta faza, vsaj z vidika krščanstva, ni bila sporna in se je jo podpiralo. Zdaj, mi imamo tudi eno drugo težavo, ker imamo ta slovenski prostor, ki te tipične feministične faze ni dal tako intenzivno skozi. Najprej zato, ker smo bili do prve svetovne vojne skoncentrirani na narodno potrditev. Mi smo bili skoncentrirani na narodno potrditev, kot Slovenci se moramo uveljaviti. Naša družbena akcija je šla v to smer. Potem je prišlo tisto kratko obdobje druge svetovne med obema vojnama, kjer imamo v slovenskem prostoru pravi neke vrste malo renesanso v drugi polovici 30-ih, tudi v umetnosti in tak. In takrat so že začeli se pojavljati kakšni močnejši ženski glasovi. Potem pa imamo okupacijo in imamo revolucijo. Seveda, po revoluciji pa spet je feminizem postal partijska stvar. Ni bilo to več neko gibanje žensk, ampak je to bilo dirigirano, vodeno in je imel tudi svojo logiko. Malo je sledil zahodnim, drugače pa je imel neko svojo logiko. Tako da mi teh velikih valov zahodnega feminizma v taki čisti obliki, recimo kot so tu povedali v teh fazah, nismo tako dali skozi. Jaz sem se jih pravzaprav začel zavedati, ko sem prišel v Italijo in sem videl, da ta boj za žensko, kot si povedal, na ulici je potekal. Torej, ženske so šle na ulico s transparenti, to ono, in so potem zahtevale svoje. Tako. Torej, prva faza, jaz se še vedno, sem se tudi zadnjič na Radiu Ognjišče, ko smo o tem spraševali, definiral feminist prve faze. Evo, nisem antifeminist, jaz sem feminist prve faze, to sem ziher. Se bi kar pridružil, tudi moje mnenje je takšno. Mogoče včasih preveč tragično gledamo na ta pojav, ženske bodo zdaj delali kaj bodo. To je pač razvoj, katerega moramo seveda spremljati tako ena kot druga stran. Ok, zdaj pa pomeni druga faza, boj za splav, ločitev, oklepajo si napisal na simboličnem nivoju slovo od krščanstva. Nam kaj več poveš o tem? Ja, to zdaj, pravim, v slovenskem prostoru ta druga faza je bila že pod okriljem partije. Ta partija potem določila svoje stvari in svoje prioritete in to so potem oni te svoje zakone pripeljali. Medtem ko pa na zahodu je bilo to zelo bolečo obdobje. Jaz sem pač živel 9 let v Italiji in sem živel v centru Rima večino časa in imel stik z Italijani, levimi in desnimi,
katoliško levi, katoliško desni, ne, tako se zelo ločijo, mislim, imajo zelo širino, imajo Italijani, to je njihova posebnost. No in sem tam potem videl, kako je bilo boleče, ko so bili referendumi, referendum o splavu, referendum o ločitvi, o razporoki, in to se je družba trgala, ne. In se je trgala tudi cerkev. Cerkev je seveda bila proti tem zakonom, ne. Žensko ljudstvo pa se je šlo k tem zakonom. In je prišlo tudi v Italiji do razkola med moderno žensko in cerkvijo. Zlasti tam potem leta 70, ko je papež Pavel VI napisal okrožnico Humane Vitae o človekovem življenju, v kateri je napadal kontracepcijo med drugim, ne. Ženske so pa kontracepcijo seveda doživljale kot njihovo osvoboditev, ampak tu cerkev ni odstopala in je potem prišlo do takega kar globokega razkola, ki še se danes čuti in traje. To je tisto, ko se krščanstvo in feministično gibanje začneta vsaka k sebi, ne. Pa danes recimo eni pravijo, mogoče Pavel VI niti ne bi rabo tega notri dati, ne. Bi lahko na kakšnem nižjem nivoju, ne gre ravno v encikliki, ne, pa bi stvar bila mogoče malo bolj mirna, ampak na dolgi rok, ko pa gledamo na dolgi interval, spravi na pol stoletja potem, pa vidimo, da je že papež Pavel VI takrat nekako začutil, da so v tem novem valu feminizma se pojavlja lahko tudi torej neka kultura zamiranja. Ne, če torej zapremo žensko maternico, jo damo pod nadzor, ali človekove samovolje, ali pa socializem je to naredil na Kitajskem, zakon enega otroka, ne, da to na dolgo rok ustvarja kulturo neživljenja ali pa protiživljenja. In danes, ko imamo demografsko krizo, se ne bom te demografske krize zdaj pripisal kar feminizmu, ne, ampak ti da to misliti. Ne, ker na dolgi rok pa potem začneš usihati. Ker si nekako posegal v to svetišče, ne, z neko ideologijo, pa tudi prej so že posegali, vse to je že Marx napisal, ne, vsak hoče kontrolirati maternico, vsak režim. Ne. Ker s tem kontroliraš človeka, naraščaj, število ljudi in ne, tako. Ampak seveda lahko rečemo, ne, v tej drugi fazi, torej splav, potem pa zlasti, ker potem splav, kontracepcija, potem pa splav, ko splav potem ideološko postane skoraj da kot vstopnica v feminizem. Če si za feminizem in če si za napredni feminizem, moraš zagovarjati splav, ne. No in potem pa je prišlo res do končnega razkola z tem tipom feminizma. Je pa vmes še ves čas zorel tisti klasični feminizem, ki pa je prišel z Janezom Pavlom II. V 90-ih letih zelo do izraza, ko je pisal, konec 80-ih, 90-ih, ko je napisal Mulieris Dignitatem, ne, se pravi o ženskem dostojanstvu, eno lepo encikliko, in je potem še te misli o ženskah nadaljeval. Torej, da poudariš ženskost, da poudariš njeno svobodo, pridobitve prvega vala, obenem pa tudi paziš, da ženska ne bi postala, torej, da se ne bi oddaljila od kulture življenja ali pa želje po življenju, po novih rodovih in tak naprej. Ne. In to je ta druga faza, bi rekel, nekje v svojem jedru, ta njena drama. No. Ali se ti zdi, da je ta posebej druga faza bila temelj in seveda sprožila to tretjo fazo, kjer sem naletel na ime Sulamit Firestone, dialektika spola, pomeni faza transspolnosti in LGBT-izacija družbe, ki pa nekako, moram reči, vsaj meni kot klasiko ne sedi. Seveda se moraš kot razmišljajoče bitje z njo soočati, jo spremljati,
včasih se tolažiš, ok, se to ni več moja stvar, jaz svojo ženo in družino imam, se nekako umikaš v neko varno zavetje. Ali so prve dve faze seveda sprožile to naravno rast, ali kako bi jo poimenoval na področju feminizma, ali kaj je tvoje mnenje? Zdaj, koliko se to razlaga, recimo ta prestop iz druge v tretjo fazo, ne, se pravi, to sledi neki logiki, še vedno logiki boja zoper moškega, ali pa boja med obema spoloma in dojemanje lastnega spola. Se pravi, v drugi fazi ženska noče biti, torej, če tako rečem, grobo, noče več biti mati na ukaz, ne. Pa se tudi cerkev uči, ne. Cerkev uči, torej, načrtovanje družin, ne uči tega produkcija otrok, načrtovanje družin uči cerkev, recimo. Ampak ona noče biti mati na ukaz in vidi, da je materinstvo skoraj da njena ovira, ne, da se ona res uresniči. Imamo potem tudi klasično dilemo, ki še danes dostikrat prisotna, ali služba ali otroci, ne, ali karijera ali otroci, ne, to se potem v tej fazi rodi. No, ampak potem pa to gre naprej, ta miselnost, ne, in gre pač do tega, da v bistvu je spol kot takšen relativen in da je spol konstrukt. To že imamo v drugi fazi, da je spol konstrukt, da pač, ne vem, to, kar smo začeli na začetku, ne, da je konstrukt, da je Eva manj kot Adam, to je konstrukt, ok. Smo ga pa razkrinkali, ne, pa gremo naprej. Ampak oni potem začnejo, ne, tudi spol je konstrukt in potem v angleščini pride do tega delitve seks, biološki spol in gender, mentalni spol, se pravi tistega, ki si ga ti čutiš ali pa zamisliš. In potem, kakega spola si, če bi rekel tak, grem pred gledalo, pa se pogledam, že moškega, verjetno, ne. Obstaja hermafroditstvo, ki je pa že tako in tako del tudi naravnega dogajanja, pa to je statistično zanemarljiv pojav, ne. Ampak načeloma smo moški, ženski. Ampak potem oni rečejo, ne, ampak če se jaz čutim, torej če imam v glavi drugi spol, neko drugo čutenje, tu od pasa dol več ne šteje, kaj sem. Samo to, kar glava narekuje, ne. In potem ta feminizem pride do tega principa autoidentifikacije. Torej, kaj je dovolj, da si določim spol, da vem, kakšnega spola sem? Princip autoidentifikacije. Jaz se tako identificiram, tako se čutim in to je dovolj. In nihče me ne sme oporekati. Ker včasih, če je fantek rekel, da se počuti punčko, so ga poslali psihologu. Zdaj je to je kršenje človekovih pravic. Ne? Se poskuša to, ti nisi bolnik, ti naravno čutiš. In seveda, zdaj pa gre ta stvar naprej. Zdaj pa gre naprej, kaj če se pač čutim pol, kaj če se pač čutim četrt, pa 3/4, kaj če se pač ne čutim nobenega. In potem prijemo do teh famoznih 60 plus spolov, ki so tako že kodificirani ponekod, ne. In potem prijemo v neskončnost. Tu pa sem potem napisal, tu pa je moje mnenje, kdo od vas pa drugo mnenje lahko. Tu pa je razkol z razsvetljenstvom. Razsvetljenstvo nas je učilo rabiti in empirične podatke analizirati, priti do nekih sklepov in potem postaviti neko tezo, hipotezo, tezo in tak naprej. Tu pa zdaj več ni tega empiričnega, racionalističnega pristopa do samega empiričnega, se pravi, da jaz zaznam, kaj sem, vidim, potipam in na podlagi tega pridem do neke resnice, nekega sklepa, ampak je samo še ta gnostični princip autoidentifikacije. Pravi, to je antična gnoza, ki je v antiki že bila prisotna, da je vse se dela v glavi in vse se zgodi v glavi. No in potem počasi se potem tudi feministkam zgodi, da pridejo v nasprotje same s sabo. Zlasti s to trans idejo, ne, da je transspolnost celo nekaj višja spolnost. Jaz, ko sem raziskoval antično gnozo, sem našel en citat iz ene izmed teh starih gnostičnih knjig na spletu. Resnična modrost nima spola, ne. Torej, ko da je prava modrost pravzaprav tista, ki se dvigne nad telesnost
in nadspolno danost, ta neka višja modrost. In trans, torej kot nekaj višjega. In tudi zdaj v teh zahodnih krogih se potem transspolnik razume skoraj da kot nekaj višje razviti človek, z neko višjo, ne vem kaj, poslanstvom, inteligenco, spoznanjem. Ne. To so pač gnostični prizori. Kaj se zdaj zgodi? V drugi fazi imamo problem, ker že druga faza začne škoditi ženski. V drugi fazi imamo, to je jaz to na blogu pisal, že preden smo ta vprašanja odprli na Twitterju, pa tako to že pred leti sem na blogu pisal o tem. V drugi fazi imamo recimo Ann Furedi, znamenita angleška aktivistka, borka za pravico splava, je bila vprašana, če vem, da bom rodila deklico in nočem deklice, ali lahko splavim iz tega razloga. In Ann Furedi je rekla, lahko. Torej, feministka je dala dovoljenje za splav otroka, če je ženskega spola. Ker je pač splav postala skoraj da dogma, ne, vstopnica v feminizem. In je tu pride potem, mi pa vidimo, kako je v nekih kulturah, ne, da mora biti prvo moški, prvorenec moški in tak, in dejansko so tudi splavi lahko dirigirani v ta namen, da je prvi otrok moški ali pa da prije moški. Recimo, to je eno nasprotje, ki ga imaš v drugi fazi. V drugi fazi pa imaš zdaj ta transspolnost, kaj se zgodi, moški se čuti ženska, kam bo šel na WC? To je problem. Trump je zmagal volitve leta 2018, da je zmagal 2018, ne? Zato, ker takrat Amerika noro debatirala, koliko WC-ja mora biti. 2016. 2016. Koliko WC-ja mora biti. 2016, ja. So leto spet. In je delavni kmečki človek rekel, ameriški delavec tam z onih fabrik v Detroitu, kaj se jim je zmešalo. In potem en populist prišel pa vdaro po mizi, pa se je naročeval iz teh ljudi in je na koncu zmagal, pa mislil, da ne bo. Ampak je ujel ta trenutek, ne, tudi teh intelektualnih elit, ki so se izgubile v teh svojih razmišljanjih. No in zdaj tu transspolnost, kjer pride do problem, da potem to udari po ženski, ker je transspolnik več kot ženska, in potem je lahko ženska ogrožena od nekoga, ki je nekega drugega spola, tretjega spola, je pa z njo v WC-ju, je pa z njo na športnih tekmah, ne, in imamo te primere, da nekatere države dovoljujejo transspolnikom tekmovati v plavanju, v tem onem, in oni gladko zmagujejo, ker imajo moško, biološko osnovo, so moški biološko gledano, ne, po mišicah, po kosteh in vse to, po pljučni kapaciteti. In potem v ženskem športu zmagajo. In tu gre tretja faza proti ženski. Zato imamo zdaj v tretji fazi, to pa spet zanimivo, eno gibanje, ki pri nas še ni tako močno, v Zagrebu pa že je, ki se mu reče TERF. Zdaj, jaz nisem tako dobro v angleščini, torej transekskluziven radikalni feminizem, TERF. Se pravi, radikalne feministke, ki se pa bojujejo proti transideologiji. Tako da imaš znotraj državljansko vojno znotraj feminizma, tega feminizma. Ne? Tako, no, in tu zdaj, zdaj pa ta tretja, zase ta tretja faza je postala tudi tako zelo politično podprta, ekonomsko močna, zgleda, da veliki kapital stoji za njo, ne? In ta faza potem tudi prodira počasi naprej v šolske sisteme in tak, ne? In tu smo potem kristjani, recimo takišni kot sem jaz, ne? Sem avtomatsko v vlogi opozicije. Ne? Hočeš ali nočeš, jaz držim se načel, že tisto osnovno biološko načelo moške ženske, ne? In ostala, in potem tu prihaja do konflikt z krščanstvom. Tako da danes, če gledate parado ponosa, tudi v Ljubljani, zadnja parada ponosa je imela Jezusa pa Marijo. Tak, ironično, niso se glih norčevali, ne, ampak tak. En teden pred to parado ponosa sem jaz na Twitterju napovedal, opazujte parado ponosa, ne morajo brez religioznih simbolov. Teden dni za kasneje so imeli Jezusa pa Marijo. In spodaj, da je Jožef tudi ni bil pravi avta, pa take, ne. Torej,
Tako da vidiš, da tudi ta, če se vrnem, ne, spet k krščanstvu, ne, tudi feminizem išče neki spopad s krščanstvom in čuti krščanstvo ali pa to krščansko tradicijo, ki je potem tudi tradicija, ker krščanstvo pač je takšno kot en kombajn, kar požere vse k sebi, ne, je grško filozofijo pojedlo, pa jo osvojilo, je potem tudi razsvetljenstvo, ne, je krščanstvo potegnilo k sebi in se dalo šolati, recimo krščanstvo je religija, ki se pusti šolati. Ne. In potem je zdaj krščanstvo to vse vsebuje, to tradicijo aristotelizma, realizma, vseh teh filozofij plus razsvetljenstva še v sebi to tradicijo drži in je logično, da je ena taka sila duhovna pač v nasprotju ali pride v spopad s tem feminizmom. In moj tweet je znotraj tega, en mala epizodica. No? Odlično. Jaz moram vprašati za tvoje mnenje, ker si želim pozitiven odgovor, ne ti, da je seveda realnega, ali je to prehodno obdobje, ali je to pozno antično obdobje, iz katerega bo vznikla neka nova renesansa, neko